Spoštovani gostitelj, župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec s podžupanoma, minister za kulturo, magister Zoran Poznič, predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada, gospa Ira Ratej, poslanke in poslanci v Državnem zboru Republike Slovenije ter mestne svetnice in svetniki, cenjeni gostje, gospe in gospodje, dober večer, želim vsem skupaj in dobrodošli v Prešernovem gledališču Kranj na pogovoru in srečanju z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci. Te tradicionalno sprejmemo v gorenjski prestolnici, kjer je Prešerno že od dopoldanskih ur, saj se je Kranj odel v podobo 19. stoletja in ob slovenskem kulturnem prazniku obudil spomin na našega največjega pesnika, doktorja Franceta Prešerna. Pod organizacijo številnih dogodkov v mestu se podpisuje tudi galerija Prešernovih nagrajencev. V njej so danes najprej predstavili pesniško zbirko Tišina v motni poletni noči nagrajenca Prešernovega sklada Jureta Jakoba. Pred dobro uro pa so odprli še fotografsko razstavo Toneta Stojka, portreti Prešernovih nagrajencev 2020. Tu v Prešernovem gledališču v Kranju pa bomo priča nadaljevanju srečanja v družbi letošnjih nagrajencev najvišjih slovenskih priznanj v kulturi oziroma šampionov umetnosti. Na odru se nam bodo pridružili dobitnik Prešernove nagrade za življenjski opus, fotograf Stojan Kerbler, ter dobitniki nagrad Prešernovega sklada, grafični oblikovalec Nejc Prah, igralka Nina Ivanišin, glasbenik Luka Juhart, režiser Rok Biček in prevajalka Suzana Koncut. Spoštovani nagrajenci, dobrodošli torej v Prešernovem mestu v Kranju. Prešernov nagrajenec, baletni koreograf, plesalec, dramaturg in režiser Milko Šparemblek in nagrajenec Prešernovega sklada kostumograf Alan Hranitelj se današnjega dogodka zaradi drugih obveznosti žal nista mogla udeležiti. Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišje priznanje za dosežke na področju umetnosti v Republiki Sloveniji. Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Nagrado Prešernovega sklada pa prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih 2 letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice. Spoštovane nagrajenke, cenjeni nagrajenci, minister za kulturo, gospod magister Zoran Poznič, predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada, gospa Irina Ratej, poslanke in poslanci Državnega zbora, kolegi direktorjev zavodov mestne občine Kranj ter kulturnih ustanov in pa seveda dragi obiskovalci. Pozdravljeni in dobrodošli v Kranju, provinci brez meja. Da, provinca smo. Morda se sliši smešno, da je tak izraz mogoč v deželi geografske majhnosti, ki je v nekem prenesenem pomenu sama lahko provinca. Zakaj je Kranj lahko provinca brez meja? Zato, ker imamo ljudi, ki dajejo občutek, da so meje in žice in ograje za ljudi, v ljudeh pa jih ni. Posebej v kulturi ne, ker je tako širok pojem, da provincionalnost najdemo le v zatohlosti doline Šentflorjanske, ki jo zdaj, kdaj pa kdaj začutimo tu okoli nas. Nekoč je meje podiral pesnikov vers, zabavljiv sonet o praznih kupah ali s črnilom zlita bolečina na papir. Za nekoga je nekaj vrstic pisma neskončen napor, iz drugega pa pesmi privrejo na dan, kot bi izbruhnil vulkan. Kulture si ne more lastiti nihče.
doma ni v nobenem središču, nima prestolnice in tudi province ne. Če pa smo jo danes že našli, je to provinca brez meja in prav vsaka je lahko epicenter ustvarjalnosti. Pravijo, da imamo Slovenci ogromno pesnikov, pisateljev, slikarjev in vseh mogočih umetnikov na kvadratni meter. Da smo vsi prepričani v svoje poslanstvo, nič narobe. To je očitno tisto vezivo, ki nas povezuje v narod, ki je ohranil jezik in se izboril državo, ker je kultura doma. Zagotovo bo kdo pomislil na dom, kjer marsičesa manjka in kjer si kultura komaj izbori pogoje, da preživi. Toda tisti, ki ste nas potegnili s svojim delovanjem in svojimi dosežki v ta čudovit svet brez omejitev, ste jamstvo za to, da se lahko vsako leto znova pogovorimo, si izmenjamo mnenja. Vi ste kultura v tisti obliki, ki jo sprejemamo in skušamo dojeti. Moja nosilna misel, srčno upam, da jo znam dobro ponuditi vsem danes zbranim, je prav v tem. Če bi kulturo in njene ustvarjalce lahko omejili, bi prej ali slej izginili v kalupu. Ker tega nočemo in ne moremo storiti, vse šablone odpadejo in ostane enostavna želja po iskanju. In brez iskanja ni umetnosti, ni kulture, ni človeka in njegovega napredka. Danes se družimo z iskalci, ki ste zlatokopi novih pogledov, razlik in skupnih točk, drobcev in celot. To pa je zame kot gostitelja tudi priložnost, da se od takih ljudi česa naučimo ali vsaj zdrznemo ob vaših dosežkih. Danes ste v Kranju, v provinci brez meja in omejitev. Takšno neskončnost prikazujemo tudi s kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Spoštovani, dovolite mi, da podiranje meja duhovnih provinc danes sprejmemo kot kranjsko značilnost. Ni vedno tako, zato so take priložnosti toliko bolj dragocene. Hvala vam, da ste tukaj. Kranj je vedno vaš dom. Hvala. Hvala za te uvodne besede ob tem prazničnem večeru. 8. februar kot praznik slovenske kulture v spomine našega največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna, sicer praznujemo od leta 1945. Začetek podeljevanja nagrad pa sega v leto 1946, ko je bila izdana odredba tedanjega ministrstva za prosveto o podeljevanju nagrad za umetnost in znanost. Na včerajšnji podelitvi v osrednjem slovenskem kulturnem hramu je bila slavnostna govornica, predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada, gospa Ira Ratej. Veseli in počaščeni smo, da nas bo nagovorila tudi nocoj v Kranju. Pozdravljeni. Najprej se vam zahvaljujem, da ste prišli. In vas prosim, da mi dovolite, da danes nisem tako formalna, kot sem bila včeraj. In tudi, kot vidite, nimam napisanega govora za nalašč. Govorila bi pravzaprav o eni stvari, in sicer o umetnosti in o umetnikih. Poezis, torej beseda, grška beseda, iz katere izvira poezija, namreč pomeni spraviti na svet nekaj, česar še ni bilo. In to so naredili vsi te ljudje, ki sedijo tukaj, torej te umetniki. Umetniki imajo to izjemno lastnost, da se še vedno čudijo in da znajo z začudenjem pogledati ta svet. In nam potem skozi svoje stvaritve to čudenje tudi predajajo. Ceniti to čudenje in se mu prepuščati je pa seveda nekaj, kar počnemo vsi ostali. Ni vsakdo umetnik in prav je tako,
Ampak seveda večina nas je tistih, ki to sprejemamo in doživljamo. Jaz si želim, da danes, ko smo se poklonili največjemu pesniku, ki je v tem mestu umrl in ki je v bistvu s svojimi poezijami, ki jih do takrat še ni bilo in od takrat dalje smo mi kot zaveden narod vpisani v zgodovino sveta. S svojo pesnitvijo Zdravljico je v bistvu napisal naš politični program in našo identiteto. In ta identiteta nas spremlja še danes. To je seveda ena najlepših pesmi v svetovnem pogledu. In zato je lepo, da se mu poklonimo. V bistvu je ta pesem nosi oboje, nosi vizijo, ki nam včasih je primanjkuje, nosi sanje, ki mislim, da jih imamo vsi, in nosi seveda upanje. Jaz po včerajšnjem večeru in tudi po teh 4 letih, namreč Prešernov odbor letos zaključuje s svojim delom, se mi je ponovno vzbudilo upanje, da ima smisel delati umetnost. Ne samo, bom rekla, biti športnik ali pa karkoli drugega, ampak da v bistvu je to narod, ki zna to čudenje sprejemati. Tako da jaz mislim, da je prvenstveno, naj se zdaj posvetimo tem izjemnim ljudem in naj oni spregovorijo o sebi, o svojem delu in seveda o svojih dosežkih. Hvala lepa, to bi bilo vse od mene. Hvala lepa. Nocoj je z nami tudi minister za kulturo, magister Zoran Poznič, ki ga prav tako prosim, da nam nameni nekaj besed. Hvala. Spoštovani lavreati, gospod župan, dame in gospodje, čisto na kratko. Vse tisto, kar smo bili, se v resnici osmišljuje skozi našo besedo, skozi našo knjigo, skozi našo kulturo. Naš veliki pesnik ni samo fundament, temelj, kdo smo bili, kaj smo, ampak predvsem tudi, vsaj po mojem, tudi skozi današnji dan, poln radovednih, mladih, nasmejanih oči, ene pozitivne energije, v resnici tudi zelo dober obet za naprej. Za naprej v teh norih časih, ko vrednosti na vseh področjih izgubljajo svoj pomen in smisel, v teh norih časih, ko včasih niti ne vemo, kaj je res in kaj ni, je v resnici kultura tista, ki lahko poveže, združuje vsako skupino ljudi. In mi smo takšna skupina ljudi, ki se zna združevati okrog naše misli, naše kulture, naše kreativnosti, našega vsakodnevnega ponovnega merjanja, primerjanja, odkrivanja, revalorizacije vsega tega, kaj smo, česa smo sposobni in kaj si v resnici želimo. Zato vsi nagrajenci, ki sedijo tule sedaj z nami in čakajo, da dobijo besedo, da nehamo politizirati, če temu tako rečem, so obet z vsemi nami skupaj, da kot skupnost seveda imamo bodočnost tudi v 21. stoletju. Toliko in nič več. Hvala. Torej, moje prvo vprašanje je, kaj je bilo s to vašo nogo, ki je nekako odgovorna, da ste postali fotograf? Ja, mislim, začelo se še malo prej. Povejte. Mami je prvi sin umrl za davico. Ni imela fotografij, nabavila je fotoaparat. In takrat, ko sem si jaz strl nogo, to sem bil približno 13 let star, v 3. razredu nižje gimnazije,
ker sem eno leto sem pauziral in takrat mi je dala mama, da bi se malo prikupila fotoaparat. In to je v bistvu bil začetek moje fotografije. Še isto leto sem odšel v Ptuj, 4. razred nižje gimnazije in sem posnel prvi film. In tudi ta prvi film, čeprav prve slike je naredil fotograf, ampak še to leto sem začel izdelovati sam s kolegom Emeršičem v Fotokino klub Ptuj fotografije. Tako se je praktično začelo. Se pravi, ti nesrečni slučaji so se pač na koncu izkazali kot srečni, s tem pa, da niso to zadnji. Še več jih je bilo. Povem to? Povejte. Mislim, v srednji šoli sem slikal sošolke pa sošolce na izletih, kar je normalno, potem sem pa šel študirati elektrotehniko v Ljubljano in sem v drugem letniku spet zbolel. Se pravi, dvakrat ste vi v nekako nemočnem položaju razvijali ustvarjalnost. Ja, dejansko še tretjič, ker zaradi noga nisem v vojski bil. To je najboljše. Ampak zdaj v tem ostali so hodili na predavanje, jaz sem pa spet za eno leto pauziral, ker sem zbolel. In takrat, to je bilo 60. leta, sem se, pač, ker sem moral hoditi na sprehode, zavestno odločil, da bom hodil z fotoaparatom na sprehode in da bom slikal za razstave. In prvič sem razstavljal leta 60, je letos 160 let od neprekinjenega ukvarjanja aktivnega s fotografijo. Se pravi, vi ste prva pomembna priznanja prijeli leta 1960 in 3 leta kasneje ustanovili fotogrupo Šolt. Ja, s tem, da fotogrupa Šolt je dejansko bila, mislim, v Ljubljani so bili študentski fotoklubi, je bil študentsko naselje, bil akademski kolegij, mislim, da na Gerevičevi, pa tribuna je rabila temnico blizu. Sicer Joco ni bil najbolj srečen, ker je takrat moral slike hitreje dati, prej se je vedno zgovarjal na fotografe, ki smo jih počasi izdelovali. In takrat smo na Poljanski 6 dobili razstavljalci iz posameznih klubov eno boljšo temnico in tako je nastala fotogrupa Šolt. Sam Šolt je pa že 2 leti prej nastal. Ki je pa bilo glavno njegovo delo, je pa bilo, da so študenti lahko poceni naredili šoferski izpit. Kako da se lahko... Ja, fotogrupa Šolt je študentska organizacija ljudske tehnike. In tista začetna glavna dejavnost je bila avtošola. Jaz mislim, da ste slikali za kakšne izpite ali kaj? Ne, poceni, pač najbrž je nekdo to subvencioniral, zdaj da vem kdo, ampak. Zdaj, ko sem pregledovala vaš opus, mogoče se tudi kaj vidi od zadaj, v bistvu me je presunilo nekaj, da imate zelo specifičen način pogovarjanja preko z ljudmi. Brez besed verjetno. Ne. Povejte. Ne, zdaj gledajte. Ker včasih na začetku ste fotografirali z teleobjektivom in oni niso vedeli. Oni niso vedeli, ampak to je bil rahel teleobjektiv, ne tako so danes, ko so kanoni, to je bilo 155 mm objektiv. Ampak takrat sem še na fotografije delal tudi izrez. Opazil sem, da me mesto te moje portrete, te moje obraze moti in sem preveč problemov imel pri izdelavi. In potem se je zgodilo leta 1972, da sem kupil avto, kar je bilo za študenta, mislim, za tehnično izobraženega sorazmerno pozno. Spomnim se, da je kolega strojnik imel že 65 leta svoj avto Fiat Topolino. In to z lesenimi vrati, to sem si najbolj zapomnil. Kako so se odpirala naprej? Tako, ne? Ja, ampak lesena so bila, to sem si zapomnil. In istočasno sem raziskoval objektiv in sem dejansko 72 let pristal na širokokotni objektiv. Tu je pa zdaj odgovor. Ker sem sam Haložan, ker sem Ptujske Gore, sem rekel, da bom šel slikati Haloze v svoj normalno okolje. Ampak tu še ena redkih tistih zavestnih odločitev je bila, jaz sem takrat poznal knjigo Sit in lačni Slovenci. To je bila knjiga, kjer je 7 dni pa mladina hotela prikazati Jugoslaviji, da tudi v Sloveniji imamo nerazvite področja in nekaj denarja v Sloveniji ostane. Šlo je pa Kozjansko, Haloze pa Slovenske Gorice. V tej knjigi je pa bila ilustrirana z slikami s pijančki, bolniki. In jaz sem takrat zavestno rekel, jaz bom šlo slikal v Haloze, ampak ne mi iskal teh ekscesov, ampak bom slikal življenje takšno, kot je. In to je zdaj bistvo mojih fotografij.
ker jaz Kar moram lahko zdaj... se ploskamo, zakaj ne? Bravo, Ira je bila. Jaz moram stalno poudarjati, ker meščani vidijo tu revščino, ampak to zdaj sploh se ne gre za revščino. Gre se za način življenja takšnega, ko smo ga včasih vsi imeli, vsi pravzaprav vsi na iz nek vasi, način ja. kmetov izviramo. In seveda se je takrat počasi živelo, skromno živelo, ampak veselili so se vsakega malega trenutka. Zdaj odgovor uči. Z širokim kotom sem moral priti blizu človeka. In takrat se dejansko nisem mogel slikati, ampak sem se moral najprej pogovarjati. Kako ste zdaj načeli pogovor? Mislim, zdaj gledajte, jaz sem slikal nekaj, kar sem poznal. Na začetku so mene okrog Ptujske gore, Janškega vrha, so me poznali preko starša, ki sta bila učitelja. Potem so me poznali preko lokalnega časopisa Tednika, kjer so bile objavljene moje fotografije pa članki o meni. Ampak v bistvu sem se znal njimi pogovarjati, njihovim jezikom sem znal pristopiti. To se pravi, bistveno je bil moj pristop do človeka, kak sem se obnašal. Če bi zdaj prišel nek meščan, pa se postavil tak, pa ne. Jaz sem dejansko se recimo Milan Pek je v enem tekstu v knjigi Ljudje lepo napisal, jaz nisem ljudi fotografiral, jaz sem se z njim udružil. Ampak zdaj te oči so pa to tudi zdaj, če se mi je gledamo, ne. V bistvu jaz sem pripravil, pogovarjali smo se vse, on mi je moral odgovarjati. Razmisliti, kaj bo rekel, v tistem času sem pa jaz slikal, seveda ne samo en posnetek, pač dokler se je dalo, dokler se situacija ni spremenila. Je pa tu še nekaj, človeka sem postavil v naravno okolje, s tem, ko ni bil široki, kot je dal globinsko strino, vse je bilo ostro, ni bil izvzet. Poleg tega vsi vemo, če si doma, si dosti bolj počutiš, ko pa če ga nekje v mesti. Tudi, če intervju dela, če je pri meni doma, bom več povedal, ko pa zdaj tu. To sigurno. Zakaj še? Zakaj še? Še en razlog je, da bi zagotovo dal na mizo kaj svoje kleti. Ja, mislim, reaktivska ve, samo zdaj odvisno, kdo pride, ker če pride taki, ki se ekspres na vino ne spozna, če hoče vino za špricer, ne bi dobil. K vinu bova šla še kasneje, vi ste namreč vinski vitez, ampak pri izbiri koga fotografirati, če sodim po naslovih, prijatelja, sam, zaskrbljen, tesnoba, misli, slovo, fant, klic, otožen pogled, prodajalec metev, se zdi, da vas je vodila empatija, kar v resnici veliko pove o izvoru vašega dela, ampak predvsem o vaši osebnosti. Kako so vas vzgojili v nekoga, ki v bistvu ves čas se življenje čuti do sočloveka na način, kot to počnete vi? Jaz sem vas danes večer spoznala in mi je bilo tako jasno. Ne vem, najprej je to prirojeno. Mislim, ni to zdaj nekaj, kar poleg tega zrasel sem v učiteljski družini. Mama je učila 42 let prvi razred, s tem pa, da starša mene na srečo nista učila. Ker čez prvi razred sem delal izpit, ker sem začel v nemščini, potem je mama, če je bila doma, ki ni smela učiti, čeprav sta imela oba avstro-ogrsko diplomo, med vojno sem delal izpit čez prvi razred. Peti razred, ki je Ata imel do 8. pa nisem šel, ker sem šel v nižjo gimnazijo, ker je to bilo takrat običajno. Če si karkoli hodil naprej, si moral v nižjo gimnazijo. Tako da to je v tebi, to sem najbrž tudi, ne vem, to je tudi obnašanje družine. Mislim pa, da je največ to od mame. Ona je bila taka čuteča, mislim, to vejo starejši ljudje, ki so takrat bili otroci, kak je tem haloškim otrokom pomagala tak in na drugačen način in to je nekako v meni bilo. Se pravi, skozi te recimo omenimo samo 3 cikluse, Halovžane, a potem Koline, pa portreti iz Ptujskih ulic. To je kar nekaj generacij ljudi. S katerimi od njih še vidite, recimo tisti mali otroci so? Imam z določenimi stik še toliko bolj, ker za en pripravlja en film, pa iščemo te podatke, ki so ti otroci. Nekaj jih poznam, ampak danes to zdaj ni več tisto.
Tudi ti otroci niso več tisto, zdaj ta razlika med mestom pa deželo se je dejansko prekinila. Tudi med nekdanjim svetom in med današnjim. Ja, seveda. Ker jaz vidim svoje otroštvo na teh fotografijah, čeprav sem iz Primorske. To je svet, ki ga več ni. To je pravzaprav tudi odlika moje fotografij, da nekdo tudi lahko stojine, da ga spominja na neko svojo poreklo. Ne, to je spet isto, vse smo dejansko z dežele zrasli. Poletje nas spominja tudi, da je tudi skromnost lahko sreča. Se ni sreča samo bogatstvo, samo denar, neka velika hiša, zelo živo pobarvan ali pa visok avto. Visok avto? Ja, visok, to tak ne, visok. Se veste, Si mislila, da se bolj gleda na to, da ima 5 vrat, ali ni več tako? Ne vem, ampak visok ne, da greš komot. Ne bi še potli 4 kolesne, ali pa 4 kolesne na 4 pogone, ampak to je zdaj merilo. No, ko ste rekli, omenili ste barve, in vi bolj veste kot jaz, da barve niso za vse fotografe, ker lahko zbanalizirajo. Po drugi strani, barve lahko zbanalizirajo in črno-bele fotografije, povejte, če se strinjate z mano, omogočijo videti nekaj, kar barve, bom spet rekla besedo zbanalizirajo. Vprašanje je črno-bela fotografija bolj avtonomna? Zdaj ne gre za to, gledajte, zdaj mi, ki smo starejši, imamo v spominu, imamo samo črno-bele fotografije. To se pravi, črno-bela fotografija nam pomeni spomin. Poleg tega črno-bela fotografija kot taka, v bistvu lahko tudi neke elemente zdajšnjega časa, recimo neko plastično zelo živo posodo ali pa nekaj takega zabriše. Ampak nikdar mi ni še oporekal, da ni prav, da jaz slikam črno-belo, ker s tem pokažem svet takšen, kot je bil. Pa, mislim, potem se pokaže, da ga pa zdaj ni več. Se pravi, to je vse. Druga prednost je pa to, da lahko fotografijo še ne sam izdelam. To ima na kvaliteto kopije končno lep. Poleg tega na začetku pa ti to pomeni tudi povratno informacijo pri šolanju. Ko ti pri izdelavi vidiš probleme, danes pa se zdi, da so super fotografi, nekakokrat nagrajeni, ne znajo pa naročiti fotografije pri fotografu, enostavno zato, ker delajo samo z računalnikom in razstava je samo računalnik. Mislim, izbor nečesa. Tako da, to je čist drugače. Kako bi sami opredelili svojo fotografijo? Kako? Kako bi opredelili? Imate kakšno definicijo za njo? Ne, ampak je pa humana, ne? V bistvu, to zagotovo. Je želja potem, da pokažeš življenje takšno, kot je bilo. Se pravi, vaš zadnji ciklus, če se ne motim, so dvorišča, ki... Aha, ni zadnje? Ja, mislim, dvorišča, ki prihajajo v prostor pa v minljivost. In so nekako izpraznjeni ljudi. Ja. Zakaj? Ja, prvič Haložanov več ni. To je zginilo, to se pravi, to ni vredno fotografirati se, ne na moj način. Drugo sem spoznal na neke fotografski delavnici, otrokom sem razlagal, da smo po dvoriščih ptujskih hodili, v glavnem je to vse na eni ulici, pri Černovi levo, desno, nekje je parno, nekje ne parno. Pa otroci niso hteli tega, pa sem se sam odločil. Ampak spet sem ostal pri širokem kotu, s tem, da sem se nazaj vrnil na kvadratni format, ki je slika drugače, nabavil sicer širokokotni objektiv in spet slikal pri zastrtem nebu, pri zastrti svetlobi. Ker ta zastrta svetloba, to spet kaže nekaj, kar je bilo. Če bi pa zdaj to bilo sonce, prvič so tehnični problemi, drugič pa sonce je pa zdaj. Tako da ta svetloba vpliva tudi na to, da ti pokaže tisto, kar je bilo. Seveda pa zabriše tiste barvne elemente, ki so pač na dvorišču vidijo od spet ali posod ali pa bilo kaj drugega. Kaj je tisto najlepše, kar je bilo? Ja, mislim, ukvarjanje s fotografijo. Aha, jaz mislim, da lovite v fotografije nekaj, kar je najlepšega, kar je bilo. Se ne gre za lepoto, gre se za neko stanje, za zapis nečesa. Se to mislim.
kar je bilo, mislim, ker v bistvu lepota, to je slovenska fotografija gojila pred vojno, pa takoj po vojni, zato je tudi zaostala v razvoju. Ne. Meni se ne gre za lepoto, gre se za dejansko stanje, pa nek čustven, mislim, čustva so tista, ki jih poskušaš dati preko, ker čeprav so moje slike enostavne, ampak si kljub temu moraš čas vzeti, da jih pogledaš, ker če si časa ne vzameš, ne vidiš tega, ne čutiš tega, spet je pa to čutenje od človeka do človeka lahko čisto različno. Se pravi, kljub enostavnosti si moraš vzeti čas, da pogledaš in takrat čutiš pač, ni nujno tisto, kar ti, ampak čutiš, to je važno. Hvala lepa, gospod Stojan. Prosim. Jaz bom tle samo nekaj misli prebrala tvojega kolega Primoža Viteza. Prevodi Suzane Koncut so jezikovna intervencija najvišjega ustvarjalnega zamaha, saj se loteva ne le najzahtevnejših, temveč praviloma tudi izredno obsežnih tekstov. K tej misli se boš vrnila kasneje. Mene najbolj zanima to, ker smo v tvojem mestu. Moram vas prav lepo pozdraviti v roči. Ker smo v tvojem mestu, mi boš povedala, a je tlele se zgodila tvoja prva ljubezen, ples? In sploh me zanima, recimo, če se za trenutek naveževa na besede župana, kako sama doživljaš to mesto, se vračaš? No, od Kranja do Ljubljane ni prav daleč, ne. Ampak mislim, da ko se enkrat preseliš v Ljubljano, da se to vidi z vsako novo generacijo, se preseliš v Ljubljano, ne. Žal, ne, jaz, dokler sem hodila tukaj v šolo, pa še tukaj imela veliko prijateljev, smo večinoma res tukaj tudi delali. Imeli smo neko, kako se reče temu, eno tako ustvarjalno bando, no, ki je delala na vseh področjih, od pisateljev, striparjev, slikarji so bili zraven, pa plesalke, potem glasbeniki, ne. Pa smo se počasi potem vsi porazgubili, bolj ali manj v Ljubljano ali pa še kdo v tujino, no. Nekaj jih je tudi tukaj ostalo, ampak jaz prihajam zdaj domov k družini, ne prihajam več sem pač delati to, kar sem včasih počela, ne. Ampak tukaj si začela plesati, se pravi v tej bandi. To so bile bolj tako naključja, ne v tej bandi. Začeli smo plesati v osnovni šoli, ker smo imeli slučajno eno učiteljico, ki je delala vzgojiteljsko šolo, ki je imela takrat mimogrede zelo dobro plesno izobrazbo. Vzgojiteljice so takrat res pripravljene na to, da so gibalno vzgajale otroke. Ne vem, če to še zdaj počnejo, ampak imam občutek, da ne več tako dobro. Počnejo. Ja. No, ena od njih je nas v bistvu navdušila za ples in potem se pač to naprej valilo. Kaj je ples proti prevajanju? Zdaj, ne bomo govorili o nekih dualizmih, čeprav so. Je prenašanje, tle sem si zapisala, pojmovnega sveta enega jezika v drugega. Ples je nekako boj z silotežnosti. Ko smo se nazadnje pogovarjali za časopis, si rekla, da nekako vse vstopa skozi telo. Ja, jaz sem še zmeraj prepričana, da je telo prevodnik vsega, tako kot sem takrat povedala. No. Če tudi govoriš o duhovnosti, ne moreš mimo telesa. No. Nič ne more mimo telesa. Ne. Zdaj, če bi to primerjala, lahko, ne vem, dam nekaj takih bolj schematičnih nasprotij, da je ples bolj konkreten, bolj čuten, bolj organski, da je prevajanje, da je jezik je bolj racionalen, bolj strukturiran, miselno strukturiran, da je eno v sedanjosti, da ima drugo, mislim, da je eno res povezano s prezenco, z biti tukaj, drugo je povezano bolj z neko projekcijo v preteklost in v prihodnost, z daljšim trajanjem. Ampak zame je bilo to ves čas precej dopolnjujoče. No. Zdaj pa pravzaprav tako samo še prevajam, plešem več, tako da je, upam, da se je ta ustvarjalnost vsa prenesla v to prevajalsko delo. No.
Da zagotovo se je. Ker tvoji prevodi so... No, ni vse odvisno od mene. Ne. Sem Jaz kar še zmeraj- medved uporabljam. Evo, telo izraža. Zdaj, kolikor se jaz spomnim iz srednje šole, ker smo včasih celo prima vista prevajali debelo Cezarja, Punske vojne, Iliado iz starogrščine, v bistvu so profesori najbolj cenili tistega izmed nas, in to nisem le jaz, ki so našli, so rekli, tisti, ki najboljše lista slovar, da najde pravi termin. A je res tako preprosto? To ni zanemarljivo. Vseeno, kot sem tudi že nekaj povedala, pravi termin je zelo pomemben, res zelo pomemben. Ne glede na to, če se nam zdi, da je pač celota tista, ki daje vtis, ampak celota je seveda sestavljena iz besed, ne, in je pravi termin, pravzaprav vidiš šele v zvezi z celoto. Tudi prevod je montaža. Ne. Montaža besed v nek osnovni učinek, ki ga dajejo stavki, poglavja, cela knjiga. Ne. Suzana, ti imaš slovar v glavi, se pravi, ko prevajaš, vem, da imaš tudi na računalnikih, ampak se ti zvrstijo že z... Odvrtiš pomen, ampak jaz vseeno kar brskam. Kar brskam za pravimi izrazi. Ne. Ni tako, da bi zamahom takoj vedela. Ne. Čeprav seveda veš pomen, ko prebereš stavek, ne. Ampak dolgo časa sem nad vsakim stavkom. Ne. Mislim, seveda so različni tajmingi. Ne. Ne vem, mislim, lahko bi šli čisto te pač osnove. Ne moreš, ne prevajaš besedo za besedo. Prebereš, če ne prebereš enega stavka ali pa kar celega poglavja, ne moreš, poglavja, odstavka, ne, velikokrat ne moreš prevesti. Ne moreš prevesti besede, ne prevajaš besedo za besedo tako, kot prevaja Google prevajalnik ali pa kjerkoli drug računalniški pripomoček. In tle smo že pri tem, da v bistvu prevajalci izumljate jezik, postavljate standarde. Recimo jaz lahko zase rečem, da se pravzaprav, da si svoj jezikovni svet, ki ga moram uporabljati pri svojem delu, gradim iz vaših prevodov in ne iz izvorne literature, ki danes izhajajo v Sloveniji. Kako to? No, mislim, da eno oplaja drugo. No. Ne delajo, ne ustvarjajo jezika samo prevajalci. Tudi pisatelji izumljajo novi jezik in tudi iz njihovih del se prevajalci učimo. Ne. V bistvu je to, če ne bereš v slovenščini, ne moreš prevajati. No. Če ne bereš prevodov drugih, ne veš, kakšne so zanke in zapleti, ki te kje čakajo. Ne. Tako da jaz ne morem prevajati v slovenščino, če ne berem slovenskih avtorjev in če ne berem drugih tekstov v slovenščini. To je pravzaprav moj bazen, ne. Moj bazen, iz katerega lahko sploh material dobivam. Možnost, da kaj ubesedim. Zdaj te pa moram vprašati, kdo pa ima najboljši jezik med slovenskimi avtorji, po tvojem? Ne bi si upala. No, dajmo 3,5, dajmo 3. Ne bi si upala. No, potem bom jaz, Ivan Tavčar. Je v redu? Lahko je pa tudi Lojze Kovačič. Lojze Kovačič zagotovo tudi. Bi še kdo kaj dodal? Vitomil Zupan, bravo. Kosmač? A slike gledate? Dobro. Zdaj, si za ali proti fusnotam, opombam? V literarnem delu absolutno proti. Absolutno proti. Mislim, da je to uniči literarni užitek. No. Lahko, velikrat je potrebna kakšna razlaga, ne? Ampak če že res je, če se jo ne da to, kako rešiti v stavku, da nekaj malega, jaz si kar dovolim, da kaj malega dodam za to, da je stvar jasna, da je razumljiva. Če se to ne da, potem naredim
nekaj opomb na koncu knjige ali pa kakšen mali slovarček, ki kaj pojasnja. Se sama odločiš glede tega, ne? Ja. Se prevajalci med sebojno si dajete feedback, se kritizirate, se spodbujate? Je to V nekako medsebojnih odnosih se v glavnem dobiš pozitivne kritike, kje drugje dobiš pa negativne. In v bistvu jaz sem še zmeraj prepričana, da je pozitivna kritika veliko bolj konstruktivna in veliko več pripomore k kvaliteti naslednjih drugih prevajalcev, naslednjih generacij, da se da iz tega veliko več učiti kot pa iz razsuvanja. In to razsuvanje je ima velikrat kakšne druge razloge, ki je zadaj, kot pa da bi pripomoglo k boljšim izdelkom. Ampak a sploh so refleksije o prevodih prisotne v ne vem, bom rekla, v slovenskem časopisu ali pa v neki strokovni, polstrokovni javnosti? Zdaj, društvo prevajalcev samo je sprožilo in tudi financira in spodbuja to, da je vsaj v Bukli sem in tja kakšen dost poglobljen pregled nekakšnega prevoda. In večinoma so zelo konstruktivni. No. Sicer pa je odvisno verjetno od tega, ko novinarji napišemo vedno, jaz napišem skoraj vedno, imeniten, imam zelo boren nabor, imeniten, odličen, tekoč, berljiv, govorljiv. Prevod Suzane Koncut in se pogovarjam potem z avtorjem. A poznaš skrivnost, ki se ji reče branje za sprostitev? Poznaš to aktivnost? Seveda. Mislim, poznaš? Zelo velikokrat berem, zato ker pač moram prebrati, ker preverjam, če bi se dalo prevesti, ampak seveda. Ne, da bereš samo za sprostitev. Vse pravim, seveda, zvečer jaz tudi berem za sprostitev, pa tudi na plaži berem. Hvala, Suzana. Luko Juhrta sem spoznala pred tednom dni v Narodni galeriji, kjer je spremljal in vodil učence na dnevih harmonike. In sem videla, kako nežen odnos ima s svojimi študenti, ko so nastopali, jih je tako spodbujal z očmi, pokimal. In kasneje te bom vprašala, kakšen profesor si. So tvoji študenti v dvorani? Mislim, da nisem nikogar videl. Dobro. Nekdo se smeje tle. Ti imaš zelo veliko izkušenj s kreativnim sodelovanjem s skladatelji, že od ranega. Imaš več kot 60 praizvedb skladb. Velik del njih je bilo napisanih posebej zate in sam si skladatelj in kot sva rekla tudi profesor. Imaš malo let in kako se pride do uspeha? Gospa je rekla, da naj bojo kratki odgovori. Katera gospa? Ne vem, se ne spomnim več, da je lani bilo 2 uri, pa zdaj bila pa ene 3 ure, jaz na to odgovarjal. Ampak ker 2 manjkata, imaš nekaj plusa. Jaz mislim, da se pride do uspeha na tak način, da nisi nikoli, mislim, da vedno vidiš možnost za napredek na vseh področjih. Ne, da nisi zadovoljen, jaz sem zadovoljen z stvarmi, ampak res vedno vidim, da bi bile še boljše. To je tudi težava, ne? Ampak jaz mislim, da je to ena od skrivnosti, ne? In seveda pač ne rabim ponavljati, da če hočeš, da ti nekaj uspe, pač moraš posvetiti temu čas in energijo in vse pač, kar imaš. Delo. Ja. Ko ste te kot otroka vprašali, kateri inštrument bi igral, si menda bil pripravljen pristati kar na vse. Ja, res. In da je v bistvu zaslužna za to, da igraš na harmoniko, prijateljica tvoje mame. Ja. Iz Slovenskih Konjic. Ja, Je tlele? Ne.
Škoda, ker sem imela vprašanje za njo. Aha, ok. Mislim, jaz se danes že cel dan čudim, koliko je enih sporednic med nami vsemi, ne. Mislim, to je res prav neverjetno, ne. In prejle, ko sem poslušal gospoda Stojana, ne, da je imel težave z nogo, tudi jaz sem v bistvu šel v glasbeno šolo zaradi težav z nogo, ne. To je res. Jaz sem displazijo kolkov in se nisem smel z športom ukvarjati, ne. Ker sem bil malo hiperaktiven, so rekli, pa ga dajmo malo v glasbeno šolo, da se malo sprosti to energijo, ne. In kaj bi igral, ja, bi trobento, ja, kitaro, ja, ne, vse je bilo, ja. Pa so me res dali, ja, ko je prijateljica od mame je bila učiteljica harmonike. Ti je bilo kdaj žal za kitaro? Takrat se No, vse kitaro igram. Tak, ne. Ja, mislim, to je zanimivo, ne. Harmoniko še nisem na nobeni žurki igral, ne. Ampak res, čisto res, ne. Ne vem, harmoniko jaz, ne, se to se sliši mogoče hecno, ampak harmonika je meni na nek način delo, ne. Kitara mi je pa sprostitev. Ja, zato ker punce tudi vedno bolj padajo na kitaro. Moje je pada na harmoniko. O, posebna je. Kje je? To je rekel prej, da je v bistvu vedno med tem časom, ko je v bistvu imel težave, ne, je Pavel začel fotografirati, ne, se pravi, nek problem spremenil neko kreacijo, ne. Jaz sem v bistvu na tak način začel skladati, ne. Jaz nisem študiral kompozicije, niti nisem nikoli imel neke hude ideje, da bom skladatelj. Jaz sem bil že kar uspešen pač interpret, bil sem star 31, bil sem že na akademiji službo oziroma sem bil zunanji sodelavec, ne. Se pravi, nisem mi bilo na nek način treba izpostavljati. Imel sem nek feeling, neko idejo, da mogoče jaz to bi, ampak se v bistvu nikoli verjetno ne bi tega lotil, če me ne bi enkrat res fest v križu štihnilo. In pa sem v posli ležal in nisem točno vedel, kaj bi, in sem vzel papir, notni papir in sem napisal svojo prvo skladbo, ja. Lepo, vidiš. Zdaj, da ne bo slučajno kdo mislil, da imam jaz kaj proti harmoniki nasprotno, ampak vseeno je to je po krivici šikaniran inštrument, lahko bi rekli, to so tudi tvoje besede, in me zanima, kako si v teh desetletjih razvil odnos do nje. Jaz sem imel s tem velike težave, ko sem bil otrok, ne, zato ker so me vsi silili, da naj igram pač narodno zabavno glasbo, najbrž so tudi moji starši imeli idejo, da bom jaz pač igral neko zabavno muziko, pa to. Meni pa to, ne vem, nekako nikoli se nisem čutil, da je to neka moja stvar, čeprav nimam nič proti tej muziki, ne. In jaz sem pač se želel z umetniško glasbo ukvarjati in imel sem mogoče res to srečo, da mi je vedno bila všeč sodobna umetnost in na harmoniko, glede na to, da je v bistvu res zelo mlad inštrument, ne moreš izvajati neke stare glasbe, ne. Lahko najboljše izvajaš sodobno glasbo, ne. In to se je res dobro poklopilo, ne. Zdaj, kak je moj odnos, mislim, jaz se ne identificiram s harmoniko na nek način, ne, ker jaz vedno rečem, da sem glasbenik, ne. Meni se zdi, da bi jaz, če bi imel pač tubo, bi pač s tubo to delal, ne. Če bi imel dovolj inteligentne učitelje, ki bi me pripeljali na ta nivo, da bi se lahko na tak način izražal, ker to je tudi problem, ne, če pač na vse tej poti izobraževanja nimaš nekoga, ki ti pač da neko širino, bi se najbrž to tudi lahko relativno hitro zaključilo, ne. Se pravi, imel sem srečo, da sem imel dobre učitelje in potem, mislim, jaz si znam predstavljati, da bi lahko tudi z frulico ali pa citrami ali pa ne vem s čim počel iste stvari. Mislim, ni zdaj harmonika tista, ki me inspirira me to vse, kar slišimo skozi, ne. Tako. Jaz se spomnim, da mi je nekje kakšnih 10, mogoče 12 let nazaj Vinko Globokar rekel, 3 so imeli pogum, da so šli ven. Luka, Nana Forte in mislim, da Nana Schenk. Nina. Nina Schenk, Nana Forte in ti. In verjetno je s tem mislil točno na to, kar praviš, da ste šli iskat najboljše profesorje.
Ma ne, sej bilo je zelo veliko mladih, ki še vedno hodijo ven. To Vinko Ampak je... v tvoji generaciji? V tvoji Mogoče, generaciji? ja, Oni govorijo o mogoče, tvoji ampak generaciji. ne, to nima Vinko čist prav, ne, to je treba Bomo povedati. Jaz sem rekli. imel veliko kolegov v tujini in še vedno jih je veliko in vedno znova grejo ljudje ven študirati in prav je tak, ne. Mogoče je mislil, da smo šli ven malo iz teh okvirjev, tega, kar se pač pričakuje od glasbenikov našega Oboje verjetno, ja. profila, ne. Se pravi, da smo si upali iti pač prek meje, ne. Mogoče bolj to bila ta ideja. Zdaj, moje vprašanje, na katerega boš odgovoril, je, kakšna je danes demokracija med zvoki. Slovar zvokov skratka je neizmeren in na tem mestu bi jaz prosila tonskega mojstra, če lahko končno slišimo, ker si me včeraj čakala na proslavi, del tvoje skladbe Unleashed, da slišite to neverjetnost, ki je dela Luka. Ali kaj pomeni Unleashed? No ne, to več za mene ima več pomenil ta Unleashed, ne, predvsem, da se spustiš zvajati, ne, se pravi, da si pustiš, da si tak, ko si, ne, se pravi, to je neka skladba, ki ti omogoča dost svobode in se ti na nek način se ti prilagodi in ti se prilagodiš na nek način njej, ne, to v bistvu je bila to ideja, da ti omogoča, da si jo narediš po svoji meri. In je napisana skoraj tako, da ne kot da nastaja sproti, ampak da je prelivanje iz tega, kar si sam zamislil in med izvedbo praktično ni zraka. Joj, zdaj, danes je že tako dolg dan, da ne morem zdaj. Eno drugo stvar bi povedal. No,
Se mi zdi ful škoda, da ste bili prikrajšani za en dober posnetek, ne, ker je tole bil res kar slab posnetek, ne, mislim, res slab, no. Jaz sem res mislila, da ga bomo včeraj slišali. Sam bi povedal še to. Se pravi, se mi zdi, da je to tudi priložnost, vedno takele, se pravi, da ko dobimo pozornost pa to, ne, je priložnost dobra, da se zahvalimo mogoče komu, ki na tvoji poti, ki te nam je pomagal, ne, in za moje posnetke je zadnje leta bil en gospod zaslužen, ki sedi tam v prvi vrsti, Iztok Zupan, ne, ki je s katerim sem v bistvu posnel tri CD-je in skupaj sem preživela res, če rečem 1000 ur, bi mogoče, ali pa skor, ne. In on se je po moje tole zdaj kar križal, ne. In kaj smo mogli poslušati, ampak je bilo hudo? Ampak, v glavnem hočem reči, da s tem v živo tako muziko poslušati je res eno čisto posebno doživetje, ker je to v bistvu na nek način teater, ne. Ta začetek je narejen tak, da v bistvu stvari, ki so moteče na odru, ki se vedno dogajajo, se pravi, ti prestaviš nogo, da ti vdihneš, da ti zapreš meh, da ti spustiš tipko, ne. Vse te stvari zame pa na neki točki postanejo neki elementi, s katerimi začnem pisati muziko in v bistvu je to ta začetek čisti teater, ne. Tako da, jaz, ko to slišim, mi je v bistvu še kar malo dolg čas, no, ne vem, kak je vam, ampak bi vas povabil, ne, v tej priložnosti, da si kdaj privoščite to tudi videti, ne. Ker ta sodobna muzika je tudi velikrat danes tudi enostavno tudi teater, ne. Pa ne zato, ker hoče biti teater, ampak ker je enostavno tudi vizualno zelo zanimiva. Zdaj ti nisem odgovoril, vem, ampak... V redu je. Ja. Kdaj imaš koncerte? Potem kar povabi nas. Ja, koncerte imam zdaj, tole igrava zdaj na eni mini turnejici z Uršem malo daleč v Nemčiji, ne. No, ma kje v Nemčiji? München, pa Baden-Baden, pa ne vem, sem že malo, nisem še čist tam, moram zdaj, bom. Bravo. Drugi teden sem na Dunaju, v Musikvereinu, 3 koncerte, potem igram 25. marca igram solo na DSS-ju v Ljubljani, potem imam cel kup študentskih projektov začetka aprila in tako dalje. Glavnem, če bi kdo spremljal, lahko pa odnašal informacije. Hvala lepa. Delaj še naprej tako fajn in upam, da te slišim čim prej živo. Zdaj je na vrsti Nina. Lepo pozdravljeni, dober večer. Zdaj mi dovoliš, da preberem eno svoje razmišljanje o tebi, ki bo malce osebno. Vsi vemo, spomnimo se te najprej in vi zagotovo tudi iz Kozoletovega filma, ker si igrala pač Aleksandro, Slovenka. Takrat si nas vse omrežila, mahoma in po festivalih smo te videvali v tujini. In za mene si že od takrat bila kot, ne vem, ena slovenska Juliette Binoche in si še vedno mi to potrjuješ in v filmih in v teatru, ko te gledam. In kaj pomeni to, da ne boste mislili, da je neka trivialnost? To pomeni, da jaz, ko gledam Nino na odru, vsakokrat, ker igraš takšne like, imaš to divjo milino in ki jo hkrati zadržuješ in kažeš in pod katero ves čas kipi divjost in neustavljiva strast. In vedno zmagaš. Hočem reči, vedno prideš nekako stvarem do dna. Zdaj me pa zanima, ker prideš v vlogah stvarem do dna, me zanima, če ti to uspeva tudi v življenju.
Mislim, ta primerjava z gospo mi tako laska, da vprašanja sploh nisem slišala, ampak ne, sej, se upravičujem. Kako je pritrečen do Ja, dna? saj. V bistvu je to, po moje, bi rekla, en proces in na tej poti, v tem procesu delujem, da bi prišla do dna, mogoče potencialno enkrat. Seveda pa, hvala Bogu, se na tej poti postavlja več vprašanj kot odgovorov in to me v bistvu navdihuje. Ne? To me v bistvu osrečuje, osvobaja in tako, ker vidim, da zadnje čase se blazno bojim definitivnih odgovorov. Ne? Vedno bolj, ne? Bolj ko starejši, ko smo manj. Ja, ko slišim, da to je gledališče, to ni gledališče, to je življenje, to ni življenje, to moraš tako, tako stvari so. To tako je. A to direktor pravi? Ne. Na splošno govorim zdaj, ne, recimo, ne. Neke take točne definicije me strašijo. Tako da v bistvu prihajati stvarem do dna, ja, se trudim, ampak hvala Bogu je dno čedalje dlje in to me radosti. Zdaj, te dni oziroma zadnje mesece si polno zaposlena z predstavo Ivice Buljana 2020 v Cankarjevem domu. In zdaj najprej moja ideja je bila ta, ker tam tako milozvočno poješ. V pričo Luke Juharta se opravičujem. Ne. Res. Kaj pa če jaz mrmram samo zraven tisti tvoj komad? A bi prav tega iz 2020? Mi smo na drugem balkonu jokali. O, Marija. Torej bom, če že, nekaj sem pa že spila danes, da naredim malo vode v ta komad, se pravi, to je poezija Oceana Wonga, če sem prav izgovorila, to je sodobni mlad pesnik, mislim, da celo vietnamskega porekla, ali celo korenin in tako naprej, deluje po večini v Ameriki in to je v bistvu on napisal sam sebi, ne? How to love Ocean Wong. Ne? Seveda v predstavi tega uvoda ni in seveda vse skupaj deluje, kot da pač se nagovarja ocean kot tak. Ne? To je prva stvar. Druga stvar je pa ta, da je v glasbi v to krasno poezijo mladega pesnika Mitja Vrhovnik Smrekar tudi eden izmed nagrajencev Prešernovega sklada, par let nazaj, mislim, da, ne vem. V glavnem z njim sodelujemo večkrat, hvala Bogu, v raznoraznih režijah pri predstavah in to je pač najčudovitejši, mislim, eden izmed mojstrov seveda gledališke glasbe. In nekaj, če se zdaj že odločimo za to, da bomo temu prisluhnili, moram sem se izgovoriti še da v Galusovi dvorani gospod Boštjan za mišpultom to naredi tako, da je efekt strašen in še v Galusovi dvorani na tej predstavi mene spremljajo Vid Drašler, Jožd Drašler in Andraž Polič na kitari, tako da tega magika nisem sama kriva. Dej. Bravo. Dragi Luka, se opravičujem že vnaprej. Igralke, ki mislijo, da znajo pet. Ocean, don't be afraid. The end of the road is so far ahead. It is already behind us. Don't worry. Your father is only your father until one of you forgets. Like how the spine won't remember its wings, no matter how many times our knees kiss the pavement. Ocean, are you listening? The most beautiful part of your body is wherever your mother's shadow falls. Here's a house with childhood, whittled down, hvala, to a single electric wire, don't worry. Hvala za efekt, hvala. In tako naprej. Prej si rekla, da ne, igralka, ki poje, ti res nisem prvič te čula takrat in v glavnem. Ja.
Ampak kaj zate pomeni biti igralka, ja, ki tudi poje? In kako živiš v tem svetu kot igralka? In kaj predstavlja zate, če zapreš oči ali pa če se zagledaš, kot si se zdaj, ta parter Galusa, parter Drame? Kako doživljaš vse nas, ki te spremljamo? Ja, se pravi, ta igralka, ki misli, da zna pet, ne? V bistvu, ena stvar je, da seveda je čisto legitimno izrazilo petje znotraj gledališke prakse. Seveda, dostikrat se uporablja, če dalje več, recimo v režijah. Jerneja Lorenc je tega veliko, ker je tudi pač Branko Rožman toliko res pač enakovreden avtor, ne, teh predstav in seveda isto je pri Ivici pri Buljanu pa pri Smrekarju in tako naprej, ne. Ja, da se pa ne bi mi narobe razumeli, da je to petje, ki ga mi lahko vnašamo v te naše predstave, pa kakorkoli lahko usporejamo z profesionalnim petjem pevcev. To pač ni. V redu, to si že povedala, no, izvrstno poješ. Dobro. No, se lepo, ampak pač znotraj nekih, to petje je znotraj nekih konceptov, sve je težko tako to malo izven predstaviti, ampak dobro, se vseeno, no. Druga stvar, kako se znajdem kot igralka v tem svetu, ali kako? Ja, in kako doživljaš recimo naše aplavze in vse to, kako recimo vzpostavljaš odnos do tega? Tako se mi zdi, ne, da je Slovenija ima eno lepo gledališče, ima eno specifiko, recimo ravno zaradi tega, ker ima male dvorane, z izjemo pač seveda Galusove, ki v bistvu ni namenjena za gledališče, ne, v tem smislu za dramsko gledališče, pa recimo v Trstu je velikanska dvorana, pa mariborska velika je še, ki je pa tudi namenjena operi, ne, ampak vse dramske dvorane so pa v bistvu majhne. In smo mi v Sloveniji v bistvu tako, mi, ki smo ustvarjalci na odru in ko pač smo gledalci, ali pa ko ste gledalci, navajeni na ta tip teatra, kjer se tukaj na ta način razvija, da v bistvu smo odvisni od energije, ki jo še lahko premoremo, ker so majhni prostori. Se pravi, da gledalci rečejo, je bila fajn energija, se je naredil gledališki dogodek, ne, smo čutili z igralcem, ne, in mi z te strani tako isto, ne. Sem čutil publiko, mi sledi, mi ne sledi, zdaj čist jaz konkretno sem pač kratkovidna in ja, pri sodobnih teh gledaliških praksah, ko se četrta stena v bistvu razbija, je to problematično. Namreč ta praksa računa s tem, da jaz kot izvajalka na odru vidim v oči gledalce in jih spremljam in je tu komunikacija, ki poteka. Zdaj, glede na to, da sem jaz kratkovidna, je to malo rahlo problematično. Ampak ponuja pa odpira v bistvu en čist drug prostor, ker se gledališče spet tako isto dogaja, je pa to predvidevanje. Ker v bistvu jaz s svojim že kakršnim koli nekim izvajanjem na odru predvidevam oziroma ugibam oziroma iščem gledalca. A se strinjaš s tem? Ti je to v redu? A ti dopolnjuješ, ker zdaj vedno več teh gledaliških praks tudi računajo na gledalca, da ne samo, da se usedejo in pogledajo eno lepo tekočo naracijo od začetka do konca, ampak da v bistvu sodelujejo ali na kakršenkoli način, najmanj pa asociativno, ne? Se pravi, da smo v bistvu gledališki dogodek predstava odvisna od večera, dnevne forme, talenta obeh strani, recimo, ne. In tu je v bistvu to predvidevanje, to iskanje, da v bistvu neko, ne me narobe razumeti, ampak ta lepa erotika med nami, to se išče, to se želi in to nas v bistvu, zato je gledališče fajn. Jaz te pa ne bom vprašala, kako sodeluješ z njimi, ker so res vsi trije ali pa recimo dejmo, ampak bomo začeli pri Grliću Rajkotu. Naj ostane med nama. Se pravi, to je bilo koliko 10-11 let nazaj, kjer si igrala z Mikijem Manojlovićem. Kako je bilo igrati z njim? Torej, ja, pač seveda z moje pozicije takrat in danes bi bilo pač enako, ne, seveda greš na audicijo in tam je že gospod Manojlović, ki ga pač poznaš seveda iz filmov in ga spoštuješ in ga ceniš in tako naprej. In to soočenje ne, pa seveda jaz sem bila takrat, isto bi bilo danes, no. Da imaš, mislim, to je specifika, ne vem, če je kdo slučajno gledal ta film, jaz osebno ga nisem. Naj ostane med nama. Ja, to je pač ena zgodba o to je zgodba o varanju, o moški varanju. Zagrebška zgodba, no. Ampak ne, pardon, zagrebška zgodba, ker jaz ne, da jaz to govorim, ampak Grlić je takrat govoril, ne, da ga v bistvu zanimajo neke te malo meščanske
zgodbe oziroma priče med temi. No, in dva brata sta in tako. V glavnem, ta film je bil posnet v koprodukciji z slovenskim producentom in ta slovenski producent je nekako malo pogojil, da je treba nekaj denarja seveda pustiti tudi v Sloveniji, ne, od te produkcije in tako so bile za neke vloge, recimo smo šle tja, ne, to so bile pa zelo majhne vloge, to je tako v bistvu, ja, epizodne, ne, 5 snemalnih dni, pa še to je veliko bilo, no. Specifika, kaj pa je bila moja naloga v tem narediti, to, da sem popolnoma gola in da z gospodom Manojlovičem pač ne, se ljubiva strastno, to je pa nekaj res pač ekstra. No, kako je to bilo? Pa sploh ne znam razložiti, ne? Kako je bilo? Kako me je to sploh doletelo, kako sem to izvedla. Kako je bilo? Moram reči, da recimo, kar mi je lepo bilo pri gospodu Manojloviču, da je bil kot kolega blazno dostopen, že takoj na audiciji je bil blazno sproščen in vljuden in nekako... Fair. Ja, bi se temu reklo v navednicah normalen, recimo, ne, tako kot si misliš, ne. To, pa ko smo snemali, pa sploh bilo ful lepo, ampak seveda to je pač pri takih tipih prizorov, ne, kaj je pač golota, pa kaj so neke take stvari. Seveda se pač režiser blazno potrudi, da naredi in seveda njegovi asistenti in produkcija, da to naredi čim bolj prijetno za igralce, ne, in so to tudi res naredili in je bilo vse ful lepo. Je pa res, da sva rabila seveda s kolegom, kakor je pač to zmeraj, ne, pač nekaj časa, da sva se privadila telo na telo, ne. Zato, ja... Kako? Ne, se ni bilo za nič posebnega, pač začeli smo z nekimi kadri, ki so bili, ne, in pač seveda sva bila na koncu snemalnega dne, sva si, to se pa zdaj čudno slišalo, ampak sta si bili telesi bolj navajeni kot na začetku, ne. Nisva šla potem skupaj nikamor. Ampak to se lahko zmeniš, Nina, se lahko... Jaz verjamem, da ja. Greš recimo z soigralcem, ne vem, na pivo ali pa na kavo, rečeš, lej, jaz ponavadi je boljši, da je tako in tako in tako. No, ne vem, zakaj se zdaj točno o teh stvarih pogovarjamo, pa pogovarjamo, da. Recimo pri Slovenki je bil en specifičen tudi, en edini, ki je bil eksplicitno v tem smislu prizor, ga igra Cedric Fonsidov, ne, to je pač sicer sploh ni igralec, je pa sin pač tega znamenitega Maxa Fonsidova, ne, igralca. In kako so njega dobili, ne vem, to mislim, da pač režiser ga mislim, da osebno pozna, pa aha, da pridi, bo posnel, nek imamo en lik Francoza, ki bi pa to in se mi to se mora zgoditi. In pol sva mi dva, seveda mi jaz se nisem poznala, nikoli prej in tako, in ja, greva zvečer na pivo, sem to, da si najprej seževa v roko in da, aha, ok, pozdravljen, jaz imam frko, jaz tudi, ok, probajmo, to je kaj gre, kaj ne. Mislim, 100%, zdaj mi je malo lažje, no, vseeno malo, ne, postaneš bolj gibek s časom, ne. Zdaj pa ta res sramežljivost, ker če v bistvu po moji naturi bi bilo neverjetno res, da imam jaz na filmskem traku posneto toliko golote, ko v bistvu se pa težko še preoblečem v garderobi, ne, pred kolegico. Mislim, to je zelo hecno, ampak tako je življenje ima smisel za humorno. Zdaj, ti si dobila, bom pravilno prebrala, nagrado Prešernovega sklada za, se pravi, za igralske presežke v vlogah Antigone, Franske, Nežke, Agate Švarc-Kobler iz Visoške kronike. Tukaj v prvi vrsti se že ves čas nekdo zelo glasno in prešerno smeje in jaz sem prepoznala, da je to Klemen Janežič, tvoj kolega iz drame. Zdaj, a je res, kar sem jaz zvedla, da sta se vidva poročila na predvečer ene premiere, a da ste en mikrofon dol? Dober večer. To je Klemen Janežič, igralec ljubljanske drame. Da ste se vidva poročila na predvečer ene premiere, Matička? Ne? V bistvu. No? Če se da skorigiram informacijo, v bistvu tako je bilo, da sva Visoško kroniko igrala na predvečer poroke, poroka je bila pa... Naslednji dan. Mislim, da je en teden ali dva pred v imenu matere in ljudje, ne? Aha, tako je bilo. Svetina. No, moje vprašanje za Klemna je, a je res svatbo plačal Janez Škof? In koliko si se namatral za Nino in če je bilo težko? Ja, dober večer še enkrat. Tako, v bistvu, ne, Janez Škof ni plačal svatbe. Kaj je plačal? Je bilo pa tako.
V bistvu igrali smo Visoško kroniko res v petek zvečer, v soboto sva se poročila. Janez Škof naju je pa poročil. Ja, on je bil v bistvu od matičarja blagoslovljen in je v bistvu vodil poroko v Janez Škofu stilu, no, tako bilo je super. Je pa res, da smo predvečer Visoško, se pravi, jaz igram Jurija, ki vemo, da po zgodbi reši Agato, ne. Je bil pa nek poseben moment, ne. To pa definitivno. Za Nino je pa ves trud bil absolutno vreden. Te lahko samo na hitro vprašam, Buljan, Lorenci, Kozele, kateri ti je najbolj pisan na kožo? Ne bo nobeden zameril, ko so vsi fajn. Ja, zdaj v bistvu... Divjak je. Kdo je rekel divjak? Ok. To stočno. Ne, mislim, če daš ti 3 na razpolago, je seveda pač to... Jernej Lorenci pač sve drugačne, moramo sploh primerjati v bistvu. Seveda pač te naše zgodbe, ja, pa že pač z Jernejem imamo zgodovino še iz srednje šole, pa še privat smo prijatelji, pa še nekako tako, tako da v bistvu med temi 3 moram pač reči absolutno Jernej, ne. Ampak ja, to bom pa sprejela ta predlog, da v bistvu, če je možno še 4, bi pa rekla Žiga Divjak. Če je možno še pod D. Hvala lepa, Nina. Živijo Nejc Prah. Midva se tudi poznava slab teden. Ko sva se srečala, me je v bistvu najbolj presunilo to, da sva se največ časa zadržala pri tem, pri tvoji pripovedi pravzaprav, da veliko dolguješ staršem. Včasih rečemo, ali pa recimo v mojih časih, če smo študirali v tujini ali pa hodili v šole v tujini, je bilo to nekaj zelo posebnega in predvsem pa so bile šolnine zelo nizke. Ti si hodil na Yale, po končani akademiji ali v Ljubljani si šel na Yale in si takoj začel govoriti o svojih starših, ki so odpotovali zdaj nekam daleč proč in jih žal ni tukaj. Hotela sem, da bi to slišali. Ja, bom jim posnetek pokazal. Prav. Ja, kaj sem hotel povedati, no, mislim, zato ko včasih reče, kako si talentiran, pa to, pa pa tret, pa mislim, pa se mi zdi, da se mogoče ne poudarja toliko tega, da sem res imel tako neke idealne pogoje, skoraj laboratorijske, da sem res delal, kar sem hotel, no. Že, ko sem bil mlajši, no, ni se mi nikoli bilo treba obremenjevati, ne, finančno, pa ne, da smo doma zdaj ful bogati, sem pač tako, vedno sem pač lahko delal, kar sem hotel, no, in v gimnaziji, ko sem fotkal in ko sem potem risal grafite in kasneje na Aluju, no, sploh pa, ko sem šel v tujino študirati, no, se mi zdi, da so to že, ta sama ideja, ko sem jaz imel v glavi, da bom šel recimo na ta faks, je nekaj, o čemer se mi zdi, da veliko ljudi sploh ne začne razmišljati, ker imajo pred sabo neko to pač čist fizično, finančno overo, ne. Meni pa pač to bilo omogočeno in pač s pomočjo samega faksa in Ministrstva za kulturo in pač predvsem pa staršev. Tako da na nek način sem bil pol tam 2 leti obkrožen z res dobrimi profesorji in sošolci in sem v bistvu imel čas, da sem se sam s sabo ukvarjal, mislim s sabo, s svojim delom in dobival konstanten in ful dober feedback, no. In v bistvu valjda je nekaj dobrega ratalo iz tega, no. Mislim, se mi zdi, da so res to okolje je kar pomembno, no. Pač iz kje izhajaš, pa koliko te podpirajo, no. Ker se tudi moje delo se je dejansko ful spremenilo, no. Ko sem enkrat prišel tja na magisterij, sem bil tam v Ameriki, sredi česar in sem se tudi ful kar enkrat sprostil, no, in rad tudi malo bolj mogoče... Si drugače je delal. Ampak dajmo najprej povedati, kaj vse delaš. Predno si šel na Yale, si delal za Tribuno, si imel pač in celo vrsto najrazličnejših naročnikov si imel. Kaj vse počneš? Ja, Zdaj si celo oblikoval prvič iz lesa.
mizo? Ja, zdaj sem glih končal 3 dni nazaj, prvi kos pohištva, ja, nočno marca za stanovanje. Tako da to, po novem, no, tak je plan, drugače pa, ne vem, zdaj bomo delali to neko scenografijo, eno razstavo bomo oblikovali, Scenografijo za teater? Ne. za konferenco. Za konferenco. Ampak sliše dolgočasno, no, zna biti, da tudi bo, ker je konferenca o blockchainu. O čem? O blockchainu in bitcoinu in teh. No. Ampak smo se odločili, da dali so mi proste roke in smo rekli, da bomo zasnovali kot scenografijo za teater. No. Tako da mislim, da bo fajn. No. Mislim, ne vem, no. Ampak ja, je kar tako širok razpon. No. Ne vem, se mi zdi. Zdaj, včasih smo verjeli, da najboljše oblikovanje prihaja, ne vem, iz Nizozemske, iz Švice, oziroma mogoče so bili tam centri, najboljše univerze za to. Ti si šel na Yale tudi zaradi tega, ker ti profesori gostujejo tja ali pa so nekateri ušli tja. V redu. Živel si v New Havenu, študiral si, rekel si, da si 2 leti praktično nisi vstal s stola, da si hodil veliko v kino. Ja, vsak torek. Vsak torek? Poceni karte, tako v Ljubljani. Ja, to je bilo isto. Kaj si delal? Katera je bila prva naloga, ki si ti jo dali na Yale in koliko časa si se ukvarjal z njo? To se pa sploh ne spomnim, ampak vem pa, da je bilo grozno. Cel prvi semester je bil... Ma kaj si ti dali črko, da oblikuješ? Kako to izgleda sploh? Mislim, eno od nalog je bila, da so nam dali samo besedo. Besedo. Pa pozabil sem, kaj je bilo. In pa so rekli, zdaj pa nekaj naredi. In kaj si naredil? To, ki je bilo grozno, da sploh ne bi začel. Mislim, cel prvi semester je bilo res, jaz sem isto kar iti nazaj domov, no. Pa se je pa odprl, no. Ker je bil tudi en od profesorjev, je bil en oblikovalec, ki sem ga jaz res občudoval in sem tik pred tem sem eno njegovo knjigo prebral in pa sem bil res tam, sem ga gledal, kot Boga, pa itak ne moreš, jaz ne morem pa tako delati. No. Tako da pa, ko je šel, pa sem pa začel. Si se sprostil, ne? Ja, pa je bilo boljše. Kaj je najbolj kreativno pri tvojem delu, pri oblikovanju? Mislim, ne vem, mislim, da kot oblikovalec imaš vedno neke omejitve strani naročnika, ampak jaz si vedno znotraj tega postavljam neke izzive. Ne. Se mi zdi, da vedno, če ti rečejo, da sem greš lahko, ne, glih meni je najbolj zabaven del potem kaj je čez? Iti čez, pa malo, v bistvu, provocirati, pa ne zaradi provokacije, ampak se mi zdi, da je tam v tej sivi coni vedno največ zanimivega se zgodi, no, da nisi pač toliko časa na koncu. Si imel recimo možnost vedno iti čez pri Bloomberg Newsweeku. Torej to je revija, ki ima, mislim, da skoraj da milijonsko naklado, izhaja v 150 državah in Nec Prah je bil eden od kreativnih art direktorjev, bomo rekli, no? Ja, mislim, bil sem del tima, no. 8 nas je bilo, no, tako da. Kaj si delal? Ja, in kakšna je bila plača? No, okej, bom vprašala drugače. Je bila bruto plača nižja od obdavčene nagrade, ki si jo dobil letos? Jaz imam problem, ker vedno pozabim, je bruto pred davkom ali po davkom. Je prej ali je po? Prej. Prej. Pa tudi ne vem, koliko je davka še na nagrado, ne? Ampak je bila pred... Ja, je tam, ne vem, ne znam povedati. Dobro je bilo plačano, no? Dobro. Kaj si delal na... Ja, v bistvu to je, revija se ukvarja z pač biznisom, s financami, z Wall Streetom, se pravi neke stvari, ki so meni čistuje, v bistvu sem oblikovalcem, ko sem bili tam, so bile čistuje, no, in je bilo v bistvu ful hecen, ker je bil to nek stolp sred Manhattana, pač, ki se ukvarja z nekim finančnim softwarom, znotraj tega je pa pač neka revija in znotraj te revije je bil nek oblikovalski oddelek, ki niti približno ni pasal v ta kontekst. No. In pač oni so nam dali te zgodbe, včasih so bile bolj zanimive, zelo pogosto so bile res meni skoraj da nerazumljive, no, ker so govorili o nekih teh finančnih instrumentih in potem moraš ti
pač to na nek način vizualno razložiti ali pa opremiti ali pa ilustrirati. Ne. In so pač Američani imajo ful radi humor, no. Tako da smo se veliko hecali in bolj, ko smo se hecali, bolj jim je bilo všeč. No. Tako da mislim, da je Urednikom ali kaj? Ali ja, lastnikom? kaj itak, ti uredniki so cel življenje pišejo to gor, borza dol, ti grafi, a veš, in pol, mislim, da jim je bilo prav fajn, da je bil ta input oblikovalski, ki se na nek čist drug način s tem ukvarja, pa predvsem pa preko morja. No. Tako da je bilo v bistvu zelo dobrodošlo, no, da nismo bili preveč resni. No. Ampak ti si se vseeno odločil, da se vrneš v Slovenijo, zdaj imaš svoj studio oziroma atelje, kako se reče? Kaj imate oblikovalci, studio ali atelje? Studio. Studio? Ja, ja. Ja, zdaj sem nazaj od oktobra. No. Imaš naročila? Ja, imam. Mislim, glih prav, no. Toliko, da ne delam preveč, pa toliko, da mi ni dolgčas. No. Zdaj, se strinjaš, kar je rekel Milton Glaser, da se človek zaveda sveta šele, ko prime v roke svinčnik in ga nariše? Ja, pa ne. Pa ne, ne? Mislim, ni treba svinčnik, lahko tudi kaj drugega, ne. Kompjuter. Ja. Se pravi, da smo mi bolj povezani s svetom, ko klikamo po Facebooku ali ko rišemo na plaži s palcem? Ja, odvisno, kaj narišemo na plaži s palcem. Srček. A pa odvisno, kaj iščemo po Facebooku. Ne. Iste stvari. Koliko gre zaupati slogu? Ker ti vem, da bolj ko o slogu razmišljaš o nekih svojih specifikah in pristopu do dela. Se pravi, koliko gre zaupati slogu in si sploh zasluži takšno zvestobo ustvarjalcev, kot si mi mislimo, da bi si jo mogel zaslužiti. Kako pomemben je slog, če je? Jaz mislim, da na nek način se mu težko izogneš, no? Če pač izhajaš iz sebe, pa nekaj delaš, no? Se mi zdi, da če ga ves čas menjaš, pa se ves čas na novo izumljaš. Ti ga ves čas menjaš, ne? Mislim, ja, nekako, ne vem, no. Mislim, eni pravijo, da ga ja, eni pravijo, da ga ne. Ti? Kaj meniš ti? Meni se zdi, da jaz se strinjam z obojimi, no. Dobro. Ampak ne smeš mu pa preveč zaupati, ker se pa začneš ponavljati. Ne. Pa, mislim, pa spet imamo isti problem, da nisi več zanimiv, no. Mislim, sam sebi, če ne drugo. No. Prej si rekel, da si v Ameriki drugače ustvarjal kot tukaj, drugače si razmišljal, si bil bolj svoboden. Si prinesel nekaj tega nazaj ali stvari ne gledaš več tako, da si prej imel manj svobode in potem več? Ja, upam, da bom... Ker si zrasel verjetno, ne? Ja, ja. Mislim, da bom zdaj nekako ohranil ta nivo, ko sem ga tam gradil, no. Mislim, neke tudi kreativne samozavesti, ali kako se to reče, no. Da pač, da se malo znebiš nekih pritiskov, pa mogoče pač delaš, kar hočeš, pa mogoče včasih veš, da nekomu, da delaš obratno tega, kar so te učili, ali pa da to ti tvojim nekdanjim idolom ni všeč, ne, ampak pač vseeno tičiš dalje, ne. Ja. Super. Hvala ti. Hvala. In vem, da nisi prinesel pokazati, ne? Si pozabil plakat? Ja, pozabil, ja, pardon. Hotela sem pokazati, kaj je delo. Sem pa čisto pozabil. Hvala, Mic. Roka Bička sem dala ta zadnjega zato, ker je in si tudi tako poseden, ker je na tvojem mestu lani sedela Maruša Majer. Jo poznaš seveda. In sicer je rekla, v 3. semestru akademije, ko sem vprašala o iskrenosti med kolegi, v 3. semestru akademije je bil na ta način iskrenosti, nesramnosti, do mene iskren Rok Biček, ko mi je po neki študentski predstavi rekel, Maruša, kaj pa je bilo to? Seveda mi ni bilo prijetno. Bolečina me je zadela naravnost v srce, ampak imel je prav. Kdo je bil nazadnje do tebe tako iskren in zakaj je šlo?
Pa jaz pogrešam to iskrenost med kolegi. V bistvu ti noben ne reče, to ni bilo v redu. Vsi te potrepljajo, pa sploh te naš Portorož, ne. Festival slovenskega filma je ena taka... Ma si ga dal takoj ven. Ja, seveda, ker je to naša travma, boleča točka, odraz neke bolne scene, oziroma, ki pa je pogojena s tem, da smo kot branža znotraj kulture popolnoma podhranjeni in nerazviti in zaradi teh drobtinic, ki padajo iz Ministrstva za kulturo, se potem mi moramo za to poklati in je scena čist nezdrava, ne. Tako da nekih takih iskrenih pogovorov so redki, oziroma so samo med... Med sošolci ali kaj? Imeli smo take najbolj direktne pogovore z Olmom Mrzujem, s katerim sva... Ker si njegov producent? Ja, ampak preden sem jaz začela sodelovati, da rečem v odnosu producent in režiser, čeprav sva ista generacija, sva 3 leta prijateljevala in govorila o filmih, preden je prišlo do ene ideje nore, v bistvu je on rekel, kaj pa če bi ti v Sloveniji bil producent mojih filmov, ker on v bistvu ima svojega glavnega producenta na Češkem. On je imel to srečo, oziroma je bil tako pogumen, da je šel v Prago študirati in je tam ostal na srečo. Spravo, on je šel v Prago, jaz sem šel pa v Ljubljano. Tako da jaz sem ostal tukaj. Ja, ma si... Sem v Fovš, ne? Sem neco vprašal, ko se je vrnil zdaj nazaj. Ja. Mislim, se ga vprašal, kdaj si prišel nazaj, ne? Ker, ne vem, me je to presenetilo, da je prišel nazaj, ne, ker... A pa mogoče je preoblikovanje drugače, mislim, jaz se zdaj oziram, kako skočiti ven, ker... Ti si skočil v Zagreb? Pa naravno, mislim, to je zame ožja domovina, mislim, še zmeraj, je to druga država, ampak to ni ta prava tujina, ne. Pa tudi njihova scena ni dosti bolj... Je razvita še od naše, ampak še zmeraj ni to nek filmski raj. In glede na tempo, ki ga ima, koliko sem v bistvu relativno počasen pri svojih projektih, mislim, vsak vzame 5 let, če pogledaš, koliko si star, pa pogledaš neko vizijo za naprej, zelo hitro zračunaš, da ob trendu, ki je v našem kulturnem prostoru, ti bo prej zmanjkalo let, preden boš povedal vse zgodbe, ki jih hočeš povedati. Tako da je edina alternativa ta, da se ozreš nekam ven. Zdaj ne vem, ali mi bo ratalo, želim si. Ker seveda, da ti bo zgodb imam ratalo. še kar nekaj, pa sem se pa utrudil, priznaj, da sem se utrudil. Jaz nekaj povem lepega najprej o tebi. Že tvoj študentski kratki film Dan v Benetkah 2008 se je uvrstil v tekmovalne programe festivalov študentskega filma. Prvenec Razredni sovražnik je zmagal na festivalu slovenskega filma v Portorožu in postal slovenski kandidat za tujejezičnega Oskarja. Še bolj odmevna je bila nagrada Fedeora na Beneškem festivalu v sekciji Teden kritike, ki je v bistvu za nas, novinarje, najpomembnejša sekcija in tam vidimo, kaj iz nekoga bo. In zaradi Razrednega sovražnika te je filmska revija Variety, ki je na Olimpu, uvrstila med 10 režiserjev, na katere moramo biti pozorni in smo. Potem si naredil film Družina, ki si ga delal 10 let. Jaz mislim, da ste ga večinoma vsi videli. Za mene je to zagotovo najbolj pretresljiv film v slovenski zgodovini in je prelomen zaradi več načinov. Ti si pravzaprav rok 10 let preživel z družino Rajk, ki je družina, v kateri je več oseb s posebnimi potrebami. Povej mi, zakaj si se odločil, da to ne ostane samo študentski film, ampak da ga razširiš na dekado. In koliko je spremenil tvoje življenje, ker ga je neizmerno, to si mi povedal.
To so neka naključja, evo. Ko sta že oba sogovornika povedala danes, kako v bistvu neka naključja usodno vplivajo. Mislim, ogromno jih je bilo na tej poti, naključji, ki so vodile k temu, da se je ta film zgodil. Pa ne bi zdaj šel v analizo tega, ker za tiste, ki bi hoteli to slišati, sem to že milijonkrat povedal, pa tudi so to neke tehnikali, ki niso tako pomembne. Kar se mi zdi pomembno mogoče izpostaviti je to, da v nekem trenutku začutiš nek notranji glas ali pa nekaj, ki ti govori, da greš v tej smeri. Ne veš sicer zakaj, ampak slediš intuiciji. Ne? In to, kar si želim še malo bolj razviti pri sebi, oziroma stopiti v stik s samim sabo, še bolj. Ne? Ker velikokrat se ti zdi, da si v stiku s samim sabo, pa v bistvu to zelo zmotno prepričanje, v bistvu čutiš svoj ego, ne? Ki ti nekaj govori. Ti pa misliš, da je to ta bit, ne? In da je to, pa ni res. Ne? Tako da, in to se zgodi takrat, ko nisi v stiku s samim sabo, pa zmotno misliš, da si. Ne? In pri družini, recimo, sem imel to srečo, da sem v tistih ključnih trenutkih sledil temu. Ne? Čeprav ni bilo nobenega racionalnega razloga, oziroma so bili več njih, ki je bilo, ki so govorili, da ne je to v tej smeri. In tako. Na koncu pa ja, mislim, račun je bil velik, ne, za ta film. Pač predvsem je pa po mojem pa ustvarjanju vseh nas se prepleta življenje privatno z ustvarjanjem ves čas. Ne. Jaz nisem tukaj bil nobena izjema in tako, ker sem jaz svojim življenjem vplival na to zgodbo in na film, je tudi v bistvu film vplival name nazaj. Ne. In to v bistvu je daj dam, oziroma daš dam. Tretji nastrada. Tako. Pa lahko končava. A dej. Ne bom tisto, kar misliš. Čeprav me mika. Kar je zanimivo pri tem filmu je, in sploh ne vem, kdaj se je nazadnje to zgodilo, da je film Družina bil zaradi mnogoplastnosti in medpredmetnih povezav bil podprt strani Zavoda za šolstvo, ki ga je priporočil za vključitev v šolski proces srednješolcev. Mislim, tukaj pa moraš, ne, verjetno si se razveselil tega. Kaj ti je pomenila ta odločitev? Mislim, da predvsem pomaga pedagogom v srednjih šolah, ki so zaradi sistema, v katerem danes delujejo, ker so v bistvu izgubili avtoriteto, oziroma se zunanji dejavniki preveč vplivajo na njihov potek dela, da jim omogoča kot nek alibi, da dijakom to pokaže, ker so neke stvari mogoče za koga v tej zgodbi sporne in zagotovo se najdejo starši, ki protestirajo ali pa bi protestirali proti temu, da njihovi otroci morajo to gledati. S tem priporočilom, ki ga je pa Zavod za šolstvo izdal, pa so v bistvu vsi ti profesorji dobili neko zaslombo. In zaradi tega sem bil vesel, ker jim je to na nek način omogočilo to lažje predstaviti svojim dijakom. V redu, te ne bom več dolgo mučila, potem te bom vest objela. Ampak povej mi, kako daleč si s snemanjem filma, ki si ga že posnel, ga snemaš, montiraš? Družino misliš, Družina je posneta? Ne, o Mati... Črna mati zemlja. Črna mati zemlja. Črna mati zemlja je hrvaški roman, ki ga je napisal Kristjan Novak, ja. Uspešnica nagrajena. Leta 2013 je bil izdan na Hrvaškem, potem je bil v ZKM-u, Zagrebškem kazališču mladih, je bila gledališka predstava narejena 2015, 2 leti zapored razprodana. In potem so mi dali v bistvu producenti iz Hrvaške ponudbo, ki je nisem mogel zavrniti, če bi jaz to knjigo ekraniziral, in
sem rekel, da moram najprej končati družino, tako da smo v bistvu čakali 2 leti, da sem jaz zaključil z družino. In zdaj smo v neki globoki fazi predprodukcije. Ravno danes je bil prvi dan. Predprodukcija? Mislim, pred nami še dolga pot, če rečem metaforično, no, ampak danes smo imeli prvi dan audicij v Medžimurju, kjer iščemo naturščike, ker bomo delali na podoben način kot pri Razrednem sovražniku, kjer je bil to en spoj profesionalnih igralcev in naturščkov. In gledal sem gospodu Stojanu rekel, da ko bo imel zbranega direktorja fotografije, ki je zaenkrat še ni določen, da se bi rad z njim oglasil pri njemu, da osvetlimo način razmišljanja, kako ujeti te podobane, ker v bistvu je en kup usporednic z portretiranjem ljudi v tem vaškem okolju. In se mi zdi to v bistvu še eno naključje, ki ni naključje. To, da smo se mi tukaj zbrali, da smo se srečali letos. Jaz sem nekatere te fotografije poznal, ampak nisem pa poznal celega opusa. In potem seveda sem se to raziskal in sem bil totalno presenečen in še ena kljukica se je naredila, da v bistvu teh naključij v življenju ni. Da v bistvu je to neka višja režija, ki poskrbi, da v pravem trenutku v življenju pridejo prave stvari do tebe. Tako da... Audicije si že imel? Danes je bila prva. To prvo delo je brez mene, ampak zdaj so vsak vikend po vseh medžimurskih vaseh. En mesec bodo zdaj, ne se pravi 4 vikende. Zdaj je še eno naključje. Zdaj tako se mi zdi, če res verjamemo v te stvari, tudi Nina je pokimala. Moja babica je iz Medžimurja, iz Preloga. Jaz sem tudi... Lahko prideš, tudi ti na audicijo. Malo Medžimurka. Malo popusta boš imela, mislim, drugi krog si že. Dobro. Zdaj smo končali na eni šegavi noti in predno zaključim in se vam vsem iz srca zahvalim. Moram povedati, da je tlele vmes je tudi nekaj mojih prijateljev, zato sem si privoščila mogoče malo iti čez. In kot vsako leto bom rekla, da hvala, da ste prišli in da je lepo bivati v bližini umetnosti. Jaz to počnem že vse življenje. Tako se lažje razume svet, v katerem smo. In bodite tudi vi čim bližje umetnosti vsak dan. Hvala lepa.